Ponavadi začnem pisati zjutraj, na sprehodu. V glavi se začnejo rojevati stavki, misli, odmevi pogovorov, besed in predvsem tišina, ki jo najbrž, tako kot vsak ustvarjalec za pisanje, najbolj potrebuje. Ali je poezija, ali mladinska književnost, ali so romani za odrasle, scenariji, brez ene stvari ne gre. Najprej moram malo poklepetati s svojim otrokom, ki takrat razgraja in skače v meni in se včasih pritožuje, zakaj ga zopet teram k pisanju. Ko pa mu povem, da brez tega enostavno ne moreva živeti ne on, ne jaz, se nekako pomiri. Vsa področja, na katere je vezano moje literarno ustvarjanje, so povezana z eno stvarjo. Želim nekaj povedati. Mogoče to izhaja iz tega, ker sem bila majhna, pa sem bila zelo klepetava, pa so mi rekli, pa daj bodi že tiho, daj že enkrat mir. Pa sem si rekla, tisto, kar ne morem povedati, pa lahko zapišem. Ko stopimo v najstniška leta, si začnemo postavljati vprašanja o sebi in o svetu. Kdo smo, kaj smo, zakaj smo. To počnemo potem do konca življenja. In če si res iskreno postavljamo vprašanja in še bolj iskreno odgovarjamo na njih, potem lahko zapišemo tudi iskreno pesem. Ni se mi težko približati mladim. Moja mladostniška leta so bila precej vihrava in dosti spominov je, ki mi pomagajo, da se nekako potopim v tisti svet. Za poezijo pa pogledati v nebo, prisluhniti vetru in prisluhniti tisti tišini, ki nastane takrat, ko se beseda želi zapisati v pesem. Včasih me vprašajo, kako pridem do tem in zgodb. Prisluhnem, jih preoblikujem ali si jih pa izmislim, ampak na način, da so še zmeraj verjetne, da se je še zmeraj to lahko zgodilo. Včasih jim prisluhnem, bodisi na avtobusu, bodisi ko sedijo za sosednjo mizo in razglabljajo o podobnih stvareh, kot smo razglabljali mi. In molčijo o nekaterih, o katerih je potrebno govoriti. Zato velikokrat svoje mladinsko pisanje usmerim na teme, na problematiko, ki mlade teži. Velikokrat povem, pa rada povem. Ne vemo, kako bo z našim planetom. Mogoče bo konec civilizacije, naš planet bo izginil. Ampak če bo takrat vsaj en človek držal v rokah knjigo, se bo po koncu našega planeta na drugem koncu vesolja prižgala nova zvezda. In verjamem, da knjige ne bo držal samo en človek.